Nahajamo se na polju 1 kilometer pred vasjo Koritnice. V ozadju je pa ta bližnji hrib Obroba. Obroba je bila v času pred drugo svetovno vojno praktično neporaščena, gola, in ta kraj je zanimiv zaradi tega, ker je 20. oktobra 1940 na tem mestu je bil postroj italijanskih ščet pred odhodom v Severno Afriko in takrat jih je prišel pozdraviti sam Mussolini. Italijanski vojaki so predtem na bližnjem gričku Golaričca pobrali travno to rušo in obložili obrobo, da je bila lepa, enakomerno zelena, in na obrobo napisali za kamenjem napisali Dux in za te kamne še pobelili z belim apnom. Z nasprotne strani proti Knežaku je bil pa enako velik kamnit napis Rex, kar naj bi pomenilo kralj. Za to priložnost Mussolinijevega prehoda so tudi asfaltirali cesto od Knežaka do Koritnic. Do tega mesta prve 2 kilometra je bil asfalt, sicer šibak, ampak je bil vsaj asfalt. Naprej proti Koritnicam zadnji kilometer je bila to samo, bi rekel, kulisa, samo z bitumnom pošpricen makadam, da je izgledalo črno. Ta asfalt je bil prvič šibko postavljen, drugič po njem so vozili vozovi z železom okovanimi kolesi, vozili so tanki po drugi vojni, tako da se ga približno 70 let stari ljudje spomnejo kot posamezne zaplate v 50 letih po drugi svetovni vojni, ostanke tega asfalta. Drugače se nahajamo na Zgornji Pivški kotlini z vasmi Glavno vas in tudi sedežem Fare Knežak, je bila največja, včasih največja primorska vas Knežak, potem vas Bač, za katero je tudi znan poligon sedaj Slovenske vojske, ter vas Koritnice, pač zadnja vas pod zahodnimi obronki Snežnika pred bivšo rapalsko mejo. Tudi bi rekel, to je bilo območje druge obrambne linije, cona de rezistenca, linije odpora, ki se pač začnejo prvi podzemni utrjeni bunkerji na področju Milanje in se vse preko Primoža nad Pivko in preko Orehka in stran nadaljujejo naprej vzporedno z staro rapalsko mejo med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo. Smo kakšen kilometer od vasi Koritnice v tej smeri, mogoče 2 kilometra od vasi Bač in kilometer pa pol od vasi Knežak. Na začetku enega protitankovskega jarka, ki je bil del sistema utrjevanja rapalske meje v času po letu 1932. V tej smeri gor so italijanske utrdbe z protitankovskimi topovi na Milani. Greben, ki ga vidimo od zadaj, je brkinski rob, ki se konča v bistvu z prepadnimi stenami in je neprehodan za kakšno težko mehanizacijo. Tole sedlo od tukaj med vasjo Koritnice proti vasi Knežak pa je bilo, bi rekel, primerno, da bi z kakšnimi težjimi tanki ali pa z kakšnimi oklepnimi vozili lahko prodirali proti zahodu, proti smeri Italije. Zaradi tega so Italijani začeli v sistemu teh fortifikacij z zakopanjem tega protitankovskega jarka, ki je bil, bi rekel, bolj proti Knežaku celo globlji. Tukaj verjetno ni bil niti do konca izkopan zaradi začetka druge svetovne vojne. Ljudje so še dostikrat pripovedovali o tem kopanju tega protitankovskega jarka. Po vasi so se tudi našli še stari rudniški vozički, ki so jih imeli za odvažanje materijala, pa tirnice. V bistvu so neko sporedno tovorno železnico, seveda brez lokomotiv, samo na potiskanje, postavili, da so lahko odvažali materijal, ki so ga pridobivali z kopanjem tega jarka. Jark je bil po drugi svetovni vojni, so ga ljudje dostikrat izkoriščali, da so ga zasipali z raznim gradbenim materialom, kajti za ljudje, ki so se ukvarjali tukaj z kmetijstvom, je pomenil motnjo, bila je pač neka ovira, ker je bil tudi namen tega, in so, bi rekel, izkoriščali ta izkopan jark, da so razne gradbene odpadke pa tu zasipali, tako da je večji del jarka, predvsem v bližini vasi Knežak, že zasut.